Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o luknjah v znanju, kaj to pomenijo, če jih dopustimo, kako jih prepoznamo in kako jih učinkovito odpravimo. Torej, ko se kot otroci začnemo učiti v prvih letih po našem rojstvu, najprej intenzivno srkamo vse vtise v nas same. Potem začnemo razvijati sposobnost prepoznavanja, dekodiranja glasov v naši okolici, ki jih proizvajajo odrasle osebe, in na ta način se spontano začnemo učiti jezika, razumeti materin jezik. Nato pa slišimo določene besede in nas zanima, kaj besede pomenijo. In ko sprašujemo starše, da nam razlagajo, kaj je definicija neke besede, potem prevzamemo njihovo lastno definicijo in tudi vse morebitne njihove predsodke glede te besede. Torej, različne vtise, ki so jih oni sami izoblikovali v svojem življenju in so jih povezali z določenimi besedami. Gre za neke čustvene okužbe teh besed, projekcije osebnih predsodkov, ki se na ta način prenašajo iz odraslih na otroke. In nato gremo v šolo in se tam učimo določenega znanja na sistematičen način. Seveda, če se odločimo za javni izobraževalni sistem, nekateri pa seveda otroke šolajo na domu. Pri vseh teh oblikah izobraževanja pa je možnost, da otrok določene besede ne bo dobro razumel in da potem ne bo mogel razumeti obširnejših konceptov, ki so razloženi z stavki, ki vsebujejo te besede, ki jih on ne razume. In ko otrok napreduje po stopnjah izobraževanja, vse te razne luknje v znanju, nerazumevanje določenih besed se potencirajo in pripeljejo do stanja, ko ne more več učinkovito napredovati in lahko se zgodi, da ne more več narediti kakšnega predmeta, ponavlja razred ali pa obupa in preneha študij. Znanje, ki ga otrok nabira, je prepuščeno določenim okoliščinam in običajno se ne poskrbi za preverjanje kvalitete integracije definicije sleherne besede, da bi otrok lahko potem razumel vse koncepte, vsa pojasnila na višjih stopnjah izobraževanja. Zato je veliko bolj koristen sistematičen pristop k učenju, da se otroku pomaga naučiti sleherno besedo, ki je za njega v tistem času pomembna, da učinkovito absorbira pričakovano znanje. V vsakem jeziku imamo številne besede, več 100 tisoč, tudi več milijonov besed imajo nekateri jeziki in so besede, ki so krajše, so besede, ki so daljše, so besede, ki jih uporabljamo bolj pogosto in so besede, ki jih uporabljamo bolj redko, ki so bolj strokovno izrazoslovje. Obstaja torej bolj zanesljiva metoda učenja, ko otroka spremljamo v procesu, da se sistematično začne učiti besedne sezname
ki so razvrščeni po zahtevnostnih stopnjah in pogostosti uporabe besed. Poleg tega pa lahko uporabimo še različne načine učenja besedišča. Lahko se otrok uči definicije besed z uporabo slovarjev in običajnega načina pomnjenja. Ko se beseda prebere, ko se definicija prebere, mogoče se definicija napiše, lahko se uporabijo flash kartice in na ta način se utrjujejo definicije posameznih besed. Potem pa obstaja še nov način učenja, nova učna tehnologija, ki omogoča integracijo besed na še bolj enostaven, hiter in učinkovit način. Jaz sem postal zastopnik za to učno tehnologijo v Sloveniji in jo razširjam in priporočam vsem, ki želijo hitrejše, lažje učenje za sebe kot za odrasle ljudi in tudi za otroke. Otroci jo lahko začnejo uporabljati že pri starosti 1 leta z pomočjo staršev. In ta učna tehnologija omogoča integracijo besednih in zvočnih simbolov na tak način, da se kvalitetno vtisnejo globoko v dolgoročni oziroma celični spomin in na ta način zgradijo trdno osnovo za asociacijo besed z njihovimi definicijami. Učenje za to novo učno tehnologijo omogoča otrokom, da ohranijo naravno učno sposobnost, ki jo imajo povečano v prvih nekaj letih po rojstvu skozi vsa nadaljnja leta učenja. In na ta način zlahka usvajajo tudi najbolj zahtevno znanje. Za odrasle, ki to učno tehnologijo uporabijo, pa je učinek tak, da se ta naravna učna sposobnost regenerira. Torej, da se poveča njihova sposobnost pomnjenja informacij in znanja, tako kot jo imajo otroci v prvih letih po rojstvu. Torej, če se želite vi ali vaš otrok učiti na čim bolj enostaven, preprost in učinkovit način, me prosim kontaktirajte, da vam naredim demonstracijo te učne tehnologije. Te demonstracije delam jaz in moji sodelavci, pridemo na dom družin, se pogovorimo, naredimo preizkus obstoječih sposobnosti branja, se preizkusi ta učna tehnologija in potem se predstavijo tudi nabavni pogoji. Torej, poiščite me na Facebooku pod Valentin Rozman ali obiščite mojo spletno stran valentinrozman.si in se dogovorimo za predstavitev, da vidite, kaj vse trenutno obstaja na tem svetu, da učenje lahko postane zelo prijetno. Hvala in nasvidenje.